Ne glede na vse skupaj, ali smo top strokovnjaki z velikimi izkušnjami, ali smo zdaj samo neki deklica za vse, si bom sposodila ene par, dejansko vas dela vse živo. Te stvari, ki so tukaj v tem krogu naštete, ni potrebno znati vsega res v vse detajle, ampak to dejansko moramo znati komunicirati. Ne nazadnje, moramo z ljudmi komunicirati. Moramo znati tale odnose vzpostavljati. Spet z ljudmi navzgor, navzdol in zunaj v javnosti in pri konkurenci in na trgu in povsod. Etični, sploh škoda, da zgubljam besede. Tale HR ekspertiz je dovolj, da poznamo procese, da se zavedamo, in to bo en moj kmalu naslednjih slajdov, da se zavedamo življenjskega cikla zaposlenega, da razumemo, kaj v kateri fazi narediti. Ja, tlele nas velikokrat zmanjka, tudi izkušenih HR-ovcev, no, vse skupaj postaviti v luč rezultatov, v luč učinkov, vplivov, številk, ciljev in tako naprej. Kritična evalvacija, jaz verjamem, da če tega ne bi imele, punce ne bi bile danes, vam ne bi rekli, vzem še to področje, prosim. Moramo vedno biti kritični. Tukaj jaz pravim, jaz sem vedno bila kot direktorica HR-a nekje v vlogi vodstva, pa na drugi strani v vlogi sindikalista, prav rekla sem. Jaz sem si nadela različne klobuke, ko sem šla na sestanek. Danes pa sem tukaj v vlogi sindikalista. Nismo imeli sindikata, ampak vedeli so, da bom zdaj zagovarjala stran ljudi in da bi bodo poslušali z druge plati, kot ko pridem postavljati strategije in cilje in performance management in tako naprej. Veliko vas je tudi v podjetjih v tuji lasti ali pa se širite tudi v tujino sami. To je postala kar kadrovska realnost nova, ne. Ljudje bomo delali vedno bolj remote in talentu nam bo zmanjkalo na našem trgu, morali bomo znati v tujino ali odpreti podjetje ali zaposlovati ljudi iz, ne vem, bivše Jugoslavije. Ogromno je tega. Voditi moramo znati, zato ker če ne znamo voditi, ne moramo se sploh z vodji ukvarjati. Vodje pa boste videli, imam kar nekaj časa namenjenega temu, kako je treba delati z vodji. Ja, in normalno, consultations z vodstvom, z ljudmi, z vodji, z vsemi. Tako da ni tak bav, ampak so to splošne kompetence z specifiko HR kompetenc plus malo poslovanja v smislu številk in ostalega. To je res, če boste iskali HR-ovca, če morate pogledati, kje se izobraževati, kako se izobraževati, samo en kompas, ki je kar robusten, no. Jaz bi rajš videla, da ste bolj agilni in da pogledate, kaj rabite in kam, v katero smer greste, na kaj dajete poudarke.